znamenitem večjem telefonu, ki je zelo zanimiva, ampak seveda najprej končajmo to poglavje vračanja oziroma odnosa Slovencev do tega vprašanja in pa mogoče tudi diplomatskih odnosov v novi dobi. Ja, na slovenski strani so si želeli povrniti nazaj Narodni dom v Trstu, pa tudi druge narodne domove, ki so jih leta 2021 uničili, to je pri Skrivanu, Bartuljah in v Rojanu, pa tudi trgovski dom v Gorici. Pri tem je bila stalno tale blokada, kot je Borut lepo opisal, prije do nekega kompromisa leta 1954, Londonski memorandum, ki končno prije do razmejitve med Italijo in Jugoslavijo, je Italija piše eno posebno pismo, v katerem se obveže, da bo dala na razpolago enega izmed teh domov, teh manjših, glede velikega doma, osrednjega narodnega doma, pa da bo dala denar za nadomestilo. In to nadomestilo se tudi uresniči leta 1964 z kulturnim domom, je nov dom, ki ga zgradijo v Trstu, Elo Mihelc je arhitekt in tako dalje, vendar to je bistvo. V predmestju, ne več v centru mesta. Ozenski sporazum leta 1975 definitivno de jure zakoličijo mejo med Italijo in Jugoslavijo, hvala Bogu. V tem pa Narodni dom ne prije sploh do izraza v okviru Ozenskih sporazumov. So poskusi na slovenski strani, da bi z raznimi predlogi za zaščitni zakon ali globalni zaščitni zakon, da bi te nepremičnine dobili, vendar Narodni dom osrednji ne prije nikoli do izraza, dokler ne prije do zaščitnega zakona, ali pa tako imenovani zaščitni zakon, zakon 38 iz leta 2001, ki ima en poseben člen, 19. člen, v katerem govori, sedaj bom parafraziral, da slovenska in italijanska kulturna skupnost dobi v uporabo dom na ulici Filci, ta osrednji dom. Zanimivo, da v zakonu je zgrešena številka, hišna številka, namesto 9 je 14. Samo jaz se Borut sem tega zavedala, ko so to pripravili za zaščitni zakon, zaprt oklepaj. To je bil nek korak naprej, vendar se skoraj nič ni premaknilo, razen nekaj prostorov je Slovenska narodna skupnost dobila v pritličju. Do leta 2017, novembra, ko pride do tako imenega dogovora med zunanjima ministroma Italije in Slovenije, Alfano Erjavec, kjer je Alfano, italijanski zunanji minister, obljubil, da bo do leta 2020 Slovenska narodna skupnost dobila nazaj Narodni dom, ne samo v uporabo. In tako pridemo do lanskega leta 13. julija, ko pride do tega znanega podpisa, memoranduma, nekateri pravijo protokol, v katerem piše, da bo Slovenska narodna skupnost, konkretno neka fundacija, ki je bila za to tudi ustanovljena, dobila tale Narodni dom ne v uporabo, v last, kar je bistvena razlika. Do današnjega dne, če se ne motim, do 12:09 minut, razen če nekaj presenetljivega vmes se je zgodilo, do prenosa lastništva še ni prišlo. Med drugim bi bilo treba tudi ta 19. člen zaščitnega zakona tudi deloma spremeniti. Spremembe zakonov tukaj morda kakšnakrat se odvija hitro ali pa ne. Odvisno je, in to je bistvo, in tudi v tej knjigi je to tudi dobro prikazano, vse tega, kar smo rekli, rečem, niti je tudi politična volja ali pa nevolja dati Slovencem ta center v središču mesta, ki seveda ni več tisto, kar je bil nekoč. Notranjost je preurejena, sedaj je del univerze v tej stavbi, obenem tudi pred to stavbo ni več tisto, kar je bilo nekoč. Nekoč ta stavba, so tudi nekatere zelo lepe fotografije v tej knjigi, boste videli, je bila osrednja stavba pred enim velikim trgom. Kot je rekel pisatelj Boris Pahor, Piazza della Caserma, vojaški trg. Pred to stavbo
Narodnim domom so leta 1925 zgradili eno drugo stavbo večjo, višjo, da so jo skrili. To, Narodni dom. Tako da funkcija tukaj ni več tista, kar je bila pač nekoč. Zdaj zelo nakratko je ta rdeča nit o vračanju. Verjetno zdaj gremo na rdeči telefon. Ja, no, toliko o vračanju, prišli smo čisto do nove dobe, do današnjega dne. Vse ni končano, vse nič ni izgubljeno, bi rekla jaz. Mogoče kot drobe za konec, preden vam damo besedo, ker boste gotovo imeli kakšno vprašanje, še ena zgodbica, ki je Gorazdu zelo ljuba, zaradi tega, ker kaže o tem, kako izjemno pomembna je bila ta hiša. Ne samo zato, ker je bila perfektno strukturirana, kot jo je naredil arhitekt Max Fabiani, ampak tudi zaradi pomena in zaradi tega v narekovajih rdečega telefona. Kaj ti po požigu so ugotovili kaj? Ko prije do požiga, prije do ene zelo konkretne zadeve. Naj razložim. Po koncu Prve svetovne vojne je Trst imel eno in edino telefonsko in telegrafsko linijo z Srednjo Evropo, z Dunajem, potem dalje Beograd in Ljubljano. In ta linija je potekala preko Narodnega doma. To linijo je lahko uporabljala ameriška stran. Američani očitno že tedaj so znali verjetno z denarjem prepričati Rim, da so jim to dovolili. To je bila ekskluzivnost za Američane, ker so rekli, da potrebujo seveda za pač to, da sporočajo svojim četam in drugim enotam v Srednji Evropi. Skratka, Američanom je to je bila ena blazno velika prednost. Tržaški trgovci so bili tukaj zelo nevoščljivi, ker niso imeli več možnosti komunicirati s prejšnjimi trgi v Srednji Evropi. S požigom pride do tega, da se ta linija preseče. Tedaj je velika polemika interna v italijanskih krogih, če bi ponovno to vzpostavili, bi dali ponovno v uporabo Američanov. Pri tem pa italijanske oblasti v Trstu podčrtujejo, da kaj če se zgodi, da Slovenci lahko celo brez vednosti Američanov uporabljajo tole linijo in komunicirajo z Ljubljano, Zagrebom in Beogradom. Razumete? Še enkrat, Narodni dom ni bila samo perfektna palača, je bila tudi še nekaj več. To sva zgodbo dobila v dokumentih, to je bilo eno izmed številnih odkritij, ki so prisotna v tej knjigi, so nekatere malenkosti, ki morajo nekateri niso bili na niti pozorni, poudarki na nekatere zadeve, kot smo že večkrat slišali danes, tematike odpiramo, ki jih ni še nihče, morda tudi tole, odgovornost oblasti, zakaj ni bilo tega kordona policajev in vojakov pred Narodnim domom, ko so že govorili, da bi morali tukaj ščititi pred prihodom te množice, ki potem se je izkazalo, da ta množica ni bila tako številna. 410 vojakov bi lahko komod obvladalo približno 500 teh protestnikov. Tale malenkost. Tistega jutra je kvestor naročil, da morajo imeti pri vseh teh postojankah tudi posebne policaje na kolesih, da se hitro obveščajo, kaj se dogaja, če je napetost. Takrat ni bilo telefončkov, takrat ni bilo drugega. Pomeni, ker preden pride do požiga, približno ob 18:45-19 uri leta 13. julija, že ob 18. uri vsaj je bilo jasno, da je v mestu velika napetost. Na glavnem trgu pride do te velike manifestacije fašistov, enega zabodejo, takoj pride do te govorice, Slovani so enega zabodili, potem so ugotovili, da v bistvu niso mogli biti Slovani, očitno so ga sami fašisti, ker so rabili en izgovor, že pred Narodnim domom napadom je napad na prvo to postojanko jugoslovanskega predstavništva in tako dalje. Skratka, oblasti so bile obveščene, da je zelo velika napetost. In so imeli tudi isto možnosti, da so to preprečile. In tu se vrnemo k temu, da je bila tukaj soodgovornost, če ne ključna odgovornost oblasti, zato se večje od teh fašistov, kar ni dvoma, da so se oni potem recimo radi stekli. Ni bilo na koncu niti nobenega sodnega epiloga. Čeprav so ga
napovedovali, čeprav so zbrali pričevanja, čeprav so imeli ogromno podatkov, da bi lahko imeli eno sodni epilog, tega nikoli ni bilo. Ja, hvala lepa za te zgodbe. Torej, knjiga, ki se zelo lepo bere, kot sem že rekla, je polna drobnih vprašanj, ki so podobna temu, kar je Gorazd Bajc povedal zdaj. Veliko neznank o dogajanju v tem dnevu, zato se to zelo zanimivo bere, kajti o tem požigu smo veliko brali, slišali in videli, pa še vendar je osupljivo veliko zanimivih zgodb. Mi bomo končali tu, ker mislim, da smo naš čas že nekako izkoristili.